Hvala lepa. Moja naloga je, ali pa poskušal bom predstaviti načrtovanje, in sicer gozdno-gospodarsko načrtovanje v preteklih, recimo 500 letih, kako se je ta zgodba odvijala na ozemlju nekdanje Slovenije. In sicer nekaj so že predhodniki povedali, tako da se opravičujem, če bo kakšna ponovitev, pač vse skupaj se veže na neko trajnost, pa na gozdarjenje in tako naprej, pa stvari se malo mešajo. Moja predstavitev se bo v bistvu, poudarek bom dal trem delom, in sicer eno je urejanje do uvedbe trajnosti. Na kratko bi potem predstavil koncept trajnosti, torej ne samo von Karlovica, ampak tega je že profesor Torelli predstavil, tako da jaz bi se predvsem na metodologijo, kaj je bilo bistvo te trajnosti, kako se je ta metodologija uveljavljala. Potem bi na kratko šel na urejanje gozdov do druge svetovne vojne in pa po drugi svetovni vojni, to je že v bistvu potem precej moderno gozdarjenje, s čimer da bi samo poudaril bistvene razlike med pravzaprav urejanjem v Socialistični republiki Sloveniji in pa v današnji državi. Glede gozdarjenja je že pravzaprav povedal Peter. Morda samo glede zgodovine, me spomnim se leta 1985 smo bili na Gozdarskem inštitutu, je profesor Ranko takrat, mislim, da sklical prvo srečanje gozd in gozdarstvo, ali pa nekaj takega je bilo, ali pa zgodovina gozdarstva na Slovenskem. In sicer ljudje danes moram to poudariti, da se to področje na Slovenskem zelo, zelo zanemarja. In večina dela pravzaprav nastane na prostovoljni bazi, omenil bi predvsem pokojnega profesora Ranka. Gospod Perko, magister Perko je veliko na tem delal, kot urednik Gozdarskega vestnika in tudi sicer. Seveda nastajali so tudi razni gozdni redi, prevodi raznih del in morda, da bo zdaj tudi v prihodnje še več takih prispevkov. Tukaj noter je že Peter vse povedal, tako da tukaj ne bi veliko šel, se pravi, gozdarstvo je bilo pomembno v našem času, gozdnatost je ves čas naraščala, različno po področjih. Tukaj imate dva primera, to je primer recimo Notranjske. Za zgodovinarje, ker se verjetno poznate, avstrijska, to se pravi Aukarnum, bom pogledal, potem ena spletna stran je, kjer so vse tele vojaške karte gor in lahko dobite lep presek stanja med današnjim stanjem, ker ima potem, da se karte prekrivata, in potem je mogoče istočasno vse stanje gledati. Arkanum so to, ne. Madžarske karte so tudi gor, pa mislim, da je še tudi ta severni del Italije. Tako da to sta dva primera, to je primer Kočevske in pa Notranjske. In sicer C je potem Rakov Škocjan, B je Loški potok pa okolica, pa A je potem tudi ta del nad Kočevjem. Tukaj vidimo, da je ta kompleks, recimo, ki je nastal med Loškim potokom in pa med Babnim poljem, pravzaprav včasih bil samo fragment gozda, danes je pa ves popolnoma drugačna, je tudi suha krajina, to je nad Rogom gor, ne. In tako da nasprotni procesi so recimo v Prekmurju, ne. In pa v ravninskih delih, tam je pa pravzaprav veliko gozdov izginilo, tako da tam je proces še danes pravzaprav obraten. Gozdov je v Prekmurju pravzaprav kar dosti, nad 30%, ne gre toliko, da bi manjkalo, se pa zdaj vse skupaj, tako kot je že Peter povedal, deli, da v dolini pravzaprav zadeve zmanjkuje zaradi 100 pritiskov, medtem ko kraji, ki so pa včasih bili tudi poseljeni, predvsem tisti kolinski svet in to tam prihaja do velikega zaraščanja. Kar zadeva urejanje gozdov do uvedbe trajnosti, je bilo veliko kaosa v tistih časih. Gospa je pred mano je že povedala, se pravi, kakšne pravice so bile, ne, se pravi, servituti. Oni so do odprave servitutov je v gozdu vladala, bom rekel, neka stihija in praktično do začetka trajnosti leta 1700
se pravzaprav v slovenskem prostoru ni kaj dosti zgodilo, razen to, da so se zelo veliko kregali. Zaradi tega, ker so se zelo veliko kregali, so nastali potem tudi prvi tili gozdni redi, in sicer to je Ortenburški red, potem imamo začasni Štajerski gozdni red, pol imamo Terezijanski gozdni red, Madžarski gozdni red, medtem ko je tale Bamberški pa malo manj primeren, ker je v bistvu zdaj za Zgornjo Avstrijo, se pravi ne za Zgornjo Avstrijo, za Kanalsko dolino, pa tle na Bar. Se pravi, bolj za Koroško, pa za te stvari, tako da to ozemlje ni več pod Slovenijo. So pa tudi vaši kolegi sodelovali, predvsem bi tle izpostavil gospod Majdo Smole, doktor Janko je tudi veliko delal, oni so veliko sodelovali takrat in so v bistvu vse te stare spise pravzaprav prevedli v to. Če gremo na Ortenburški gozdni red, kakšna je bila evolucija teh gozdnih redov, vseboval je 13 členov, povedal je, zaradi zdrah prepirov, ubojstev in sovraštva mi Ortenburžani izdajamo vam. Nekaj takega se je začelo, in potem je to bilo naslednjih 13 členov povedanih samo kdo kaj sme, pa kdo kaj ne sme. Bistvena različica med tem in pa potem recimo med naslednjimi redi je bila to, da so pravzaprav prvi redi urejali samo pravna razmerja. Ničesar ni bilo znanega o gozdarjenju samem. Prelomnico ali pa samo neka izjema je bila morda Štajerski začasni red. Dolg časa se niso mogli zmeniti, pa tudi ta je bil samo začasni, ni bil dogovorjen z deželnimi knezi. In sicer ta je bil pravzaprav prvi red na Slovenskem, ki je omenil inventarizacijo, to je bila pojezda, kar so tisti dan pojahali s konjem, pa so videli, kakšno stanje, potem so lahko oceno naredili in to je bila osnova za neke ukrepe. In pa zelo pomemben je potem bil pa Terezijanski gozdni red. Ta je nastal pa že precej kasno. Kranjska je bila edina dežela brez urejenega, to se pravi brez pisanega gozdnega reda. In prišlo pa ni do njega, ker so se v bistvu skozi skregali. In deželni stanovi niso pristajali, na to so rekli, se mi pa tega ne rabimo in pač to je bila zgodovina taka. Je pa ena bistvena razlika, da Terezijanski gozdni red danes ni več, oziroma danes ne obravnavamo ali pa ga ne vidimo na tak način, kot so bili to recimo prejšnji ali pa bolj preprosti redi iz prejšnjih časov, ker je vmes prišlo do tistega, kar je že profesor Torelli povedal, in sicer prišlo je do trajnosti. Se pravi, na začetku 18. stoletja je von Karlovic odkril, to je bilo v bistvu odkritje, in sicer je napisal svojo knjigo, in sicer ta knjiga je imela več poglavij, in v teh poglavjih je orisal preproste gozdno-gojitvene sisteme, torej govoril o nizkem gozdu, govoril o srednjem gozdu, o visokem gozdu, govoril je že recimo o tistih drevesnih vrstah, ki so bile bolj zanimive za gospodarjenje, pa tiste, ki so bile manj. Potem je govoril že tudi o izbranih funkcijah gozda, se pravi, predvsem je bila to recimo lovska funkcija in pa seveda klasična pridobivanje lesa, in pa uvedel je kot pojem kontrole. Pojem kontrole je v bistvu zelo preprost. Tukaj imate dve slike in vidite, da v teh slikah je pravzaprav gozd razdeljen v neke pasove. Se pravi, če si predstavljate, da je to cel hrib, pa imate 10 pasov, pa potem rečete, da gozd traja, recimo, da raste 100 let in potem začnete od začetka pa do konca sekati, in boste prišli potem spet čez 100 let spet na isto površino. Se pravi, to so bili prvotni principi, zelo, zelo enostavni, in to se je potem seveda razvijalo. Zelo pomembna možakarja, ki sta tukaj prinesla pravzaprav pa razširila pojem trajnosti, to sta bila Hartig in pa prvi je bil Kota, pa potem Hartig, in ona dva uvedeta Flachenfachwerk pa Massenfachwerk. In sicer to je nekje po naše ustrezen izraz bi bil predaljenje ali pa delitev prostora po površinah ali pa predaljenje po površinah in masah. Se pravi, bil je naenkrat in pa seveda v drugem primeru, ko je šlo za delitev po masah, takrat se je že upoštevala starost gozda, s tem je bila posredno noter zajeta tudi lesna zaloga in tam so bili v bistvu vsi gozdovi pravzaprav porazdeljeni v, bom rekel, po starostnih razredih, 10 ali pa 20 letnih, in kakor je pač bil starostni red, potem je
ta obdobje potem sledilo sečne temu. Se pravi, 10 let star gozd je mogel še 90 let star rast, medtem ko 100 let star gozd je bil pa lahko posekan v naslednjem desetletju. In tako so te zadeve kolobarili. To je bilo v bistvu neke vrste kolobarjenje. Tako da nič posebenega. Tukaj le gor na tem kvadratku imate to prikazano, če vam številka 1 predstavlja 10 let, in pa 2 20 let star gozd, 10 je 100 let star gozd. Se pravi, če je cel hrib razdeljen v neke take površine, da so to določili, koliko je bil vsak del gozda star, potem se je tisto lahko sekalo in potem je tisto, kar je 9, je potem postalo spet, je to vzraslo, da se je spet lahko sekalo in se je sistem tako premikal. Seveda to je idealni primer, kako je to delovalo. V praksi je bilo majčkeno drugače, ker vsi gozdi niso bili 10, 20, 30, 45 let stari in tako naprej, tako da pa so mogli malo golfati pa prirejati te zadeve, in to je bilo to. Iz tega Massenfachwerk se je potem razvil model normalnega gozda in model normalnega gozda je pravzaprav še danes metodologija, ki jo, bom rekel, veliko uporabljamo. Se pravi, imamo 2 pristopa, to je model normalnega gozda, to je seveda prilagojeno današnjemu času, medtem ko sta bila druga 2 človeka, to je bil pa Gournot in pa Biolay, prvi Francoz in drugi Švicar. Švicar je deloval v kantonu Neuchâtel, to je v kraju Couvet, in sicer tam noter je v bistvu on je posnemal Gournota, ki je prvi predstavil to gozdarsko metodologijo oziroma prebiralnega gozda na nekem, mislim, da je bila celo neka razstava, taka kot dosežki in tako naprej. In potem se je on s tem seznanil in potem sta skupaj začela razvijati to zadevo. In sicer značilnosti pa so pravzaprav bile, da sta v kontrolno metodo, če je prej v normalnem gozdu ali pa v tistem predaljenju po masah in površinah so prevladovale 3 količine, recimo lesna zaloga, površina in pa potem rotacija oziroma proizvodna doba, včasih so rekli pa nas tudi obhodna. No, ona dva sta pa uvedla noter nove pojme in sicer to je bilo, se pravi, poleg lesne zaloge, proizvodnja se je itak upoštevala, vendar ni več direktno šla, uvedla sta pa pojem vrasti, pojem prirastka, pojem mortalitete in tako se je potem na osnovi tega naprej računalo. In potem venč pridejo potem razne formule, ki jih je kasneje razvil von Mantel, pa Hundeshagen, pa avstrijska kameralna taksa, recimo, ki so že v bistvu vse te količine tudi upoštevali. To so bili pač različni obrazci, ki so jih posamezne države, pa posamezne regije, kraji potem upoštevali. Na kratko samo značilnost koncepta oziroma kaj je trajnost prinesla. Gozdarstvo postane inženirska stroka, zelo pomembno je merjenje površin, zelo pomembno je merjenje parametrov drevesnih, ne parametrov kazalnikov, recimo premer, pa debelina drevesa, višina drevesa. To je bilo, potem s časoma so začeli še razne ekološke znake snemati in to je bil pravzaprav tudi čas, ko je nastajalo prvo oziroma ekološko znanje. Recimo v prebiralnem gozdu je zelo pomembno, da poznate odnos med svetloljubnimi in pa sencozdržnimi vrstami oziroma sencozdržne pa svetloljubne, prav nasprotni morata biti. Ja, recimo jelka, pa buku, pa še smreka in jelka je tista, ki je vedno čakalec, in potem, če nimate vi čakalcev, potem prebiralni gozd nekako težko deluje. Recimo hrast ne morate prebiralno vzgajati, ker ga boste pač uničili, ker zakrni, če on nima zadosti svetlobe, da bi pognal vrh gor, potem v letu oziroma samo 1 leto je dovolj in potem on zakrni in ne more več gor prideti. To so pač gojitvene lastnosti, ampak pri tem, ko sta ona pač delala prebiralni sistem in pa sistem, pri teh prebiralnih sistemih je bilo potrebno ločevati, s kakšnimi vrstami se gospodari. Tako da ni bilo čisto vseeno, da bi zdaj nekdo, ne vem, z jelko hotel imeti, ne vem, kakšen čuden gozd, verjetno da ne bi šlo ali pa obratno. Kar zadeva gozdarjenje pri nas v praksi, leto 1852-53 je bilo že omenjeno, takrat je bil s patentom izdan zakon in sicer zakon o gozdovih avstrijskih kronskih dežel in to je bilo prvič, da se je sistemsko uvedla trajnost v vseh deželah. To se pravi, prej je vsaka dežela delala malo po svoje,
glede na to, kakšen red je imela, gozdni red, ali pa včasih so bili še prej rudniški redi, ne? In odvisno zdaj, kakšnimi, se pravi, akti je razpolagala, ko je pa do tega prišlo, takrat je bila pa trajno sistemsko urejena, ne. In sicer ta zakon je obravnaval gospodarjenje z gozdovi, proizvodnjo gozdnih proizvodov, imel je tudi že varstvo gozdov, se pravi varstvo pred požari, varstvo pred bolezni in pa tista pravna razmerja glede posesti, pa kdo kaj sme, pa kdo kaj ne sme in tako naprej. Kar zadeva gozdarjenje na Slovenskem ali pa znanost, stroko, ne, v začetku Slovenija dolgo časa ni imela svojih ljudi. Večina je prišlo, pač monarhija je bila naša domovina, to se pravi, niso bili slovensko govoreči, bili so večina z naše domovine širše, ne, največ iz Avstrije, iz avstrijskih dežel, tudi iz Moravske so prihajali, najbolj znane morda Flamek Lesek, potem Resel, tega vsi poznate, ne, Gutenberg, potem Hufnagel in Scholmajer, ki sta že bila omenjena. Edini, ki je pravzaprav bil Slovenec, je bil Josip Kolar, ne. Josip Kolar je bil doma iz Bohinjske Bistrice, je tle živel in tle umrl in je imel družino. To je primer Trnovskega gozda, in sicer uredila sta ga Flamek in pa Lesek. Celotno območje Trnovskega gozda je bilo razdeljeno v take luštne majhne površince, ne. Zraven so bile debele tabele, številne tabele, se podatki, pač koliko je gor zaloge, kdaj se sme sekati in to je to, ne. Moram reči, da ena stvar malo bega gozdarje danes, ker te stare stvari se bere, ne, včasih niso bile napisane metodologije, kako se je nekaj izračunalo, ne. Tako da veliko tega, kakšna metodologija je bila uporabljena recimo za tehniko sečnje oziroma za način, ne, je včasih tudi malo meji na ugibanje, ne. Približno se ve, da bi lahko to bilo, ne, vendar zato pač moraš imeti potem kompletno postopkovno pravilo in tega ni bilo napisano v teh načrtih, tako da včasih bi mogoče, če bi najdel 3 ljudi, bi mogoče en malo to zagovarjal, drug pa tako, da tam ni čiste eksaktnosti, to hočem povedati. Za to delo je odgovoren, mislim, da je bil magister Perko. On se je veliko prizadeval, da smo to delo dobili. V zadnjem času je tudi veliko naredil doktor Bončina, ki je tudi pomagal, da imamo zdaj tudi Hufnaglova dela, se pravi gozdno-gospodarski načrt predstavljen. V drugi gori je Josip Kolar, to ga vidite, se pravi, nimam njegove slike, to je samo primer tistega območja, to je sicer kasnejša slika, pa ni z tega dela, ki je Josip Kolar delal. Josip Kolar, še 5 minut, wow. Josip Kolar je pač delal na pogozdovanju, bil je zelo znan, ker je postavil 7 točk, ne, kaj se sme delati oziroma kako naj ta pogozditev teče, da naj se najprej pogozduje na hribih in da naj se pogozduje s sadikami, ne. Sadike same so pa, mislim, prišle z okolice Semeringa, pa tam na gor Prvinat Neustadt, tam so teli gozdovi Črnega bora. Tako da niso slovenska provenience. Josip Resel je bil distriktni gozdar, veliko je delal v Kostanjevici in sicer primeru Krakovski gozd in pa na koncu bil zelo znan, ker je delal program pogozditve upravljanja istrskih gozdov. To je pa Karl Poš, on je pa urejal pokluške gozdove, bil je prvi, ki je uredil gozdove po skupinsko postopnem načelu. In na koncu imamo še Leopolda Hufnagla, on je delal na prebiralnem gozdu in pa nekako prenesel, težko je zdaj reči, je izvirno to bilo, ljudje so verjetno tudi kaj brali, kaj se je dogajalo, ampak dejstvo je, da sta skupaj se pravi, s Scholmajerjem delala na konceptu kontrolne metode, s tem, da je eden delal bolj na Bioljevi metodi, to je bil Scholmajer, ne, ki jo je smatral kot način gospodarjenja, Hufnagel je pa delal malo bolj veliko površinsko samo, to je bila razlika med njima. Kar je bilo, se pravi, potem pridemo na Kraljevino, Jugoslavijo, z odpadom monarhije je vse to odpadlo, ne. Prišel je nov zakon, ki pa gospodarjenje z gozdovi pravzaprav ni bistveno spremenil. Tako da s tem se nekje obdobje gospodarjenja z gozdovi do nastanka Jugoslavije konča. Po vojni se srečamo z novimi oblastmi, druga država, tudi drugačen družbeni red. In sicer najpomembnejši poudarki morda, začela se je nacionalizacija, ne.
Potem z nacionalizacijo so prišle tudi prve inventarizacije gozdov, glede na to, da so bili gozdovi, pravzaprav noben imel podatka, kaj se s slovenskimi gozdovi kdaj dogajalo, ker prebiralni oziroma privatni zasebni gozdovi nikoli pravzaprav niso bili, to sem pozabil omenjati, vedno se je urejalo samo komplekse, torej vsi gozdovi, ki so bili v državi, nikoli niso bili urejeni. Tako da pomemben je zakon iz leta 50, to je bil prvi zakon o gozdovih, in pa leta 53. Takrat je bila v bistvu neka nadgradnja tega zakona, takrat se tudi uvede ali pa se razmišlja oziroma se naredi ta republiški plan, in ta je bil izdelan v okviru območij. Kasneje so bila ta območja tudi formalizirana, tako na državni ravni. Moram reči, da Jugoslavija, mislim, da jih nikoli ni poznala v drugih republikah, samo v Sloveniji so jih uradno imeli in tudi v njihovem okviru delali. In pa pomembno je morda še to, ali pa da so se že leta 65 v zakonodaji pojavile funkcije gozdov, torej razmeroma zgodaj. Ni se še na njih delalo, da bi bile kartirane, ampak saj mislilo se je pa na to, in takrat se je začelo pravzaprav priznavati, da gozd pravzaprav ni samo les, ampak da je še kaj drugega. Pomembno je bilo tudi to, da se je že v tistem času potem na nekaterih območnih enotah uvedla kontrolna vzorčna metoda. Zdaj, če grem še kar je razlika do danes. Od leta 90 do 93 nekje čakanje na nov zakon, ki je bil v skladu z ustavo. Potem 93 je nov zakon o gozdovih. Ta v bistvu z konceptualnega vidika ni kaj dosti presegal prejšnjih zakonov, in odvijajo se seveda vse te mednarodne aktivnosti in pa neki popisi. Če zdaj samo povzamem za današnji čas, denacionalizacija je bila v začetku pravzaprav postopku, morda v začetku malo zastala, zdaj je skoraj da končana, še par spornih primerov recimo, se pravi, od 50 je delež zasebnih gozdov narastel na približno 80%. Imamo urejene vse gozdove, ne glede na lastništvo. Poznamo tako rekoč neko totalno planiranje. Pojem nisem si jaz mislil, vedel ga je dr. Pipan že leta 63, meni se zdi tam nekje, pa 67. In sicer to pomeni samo, da se planira praktično na več nivojih, se pravi od države, neki strateški plani, potem gozdno-gospodarski načrti območij, gozdno-gospodarski načrti enot, potem pridejo še na ravni odseka, se delajo gojitveni načrti in seveda potem verjetno mogoče še kaj. In na koncu še morda to, da uporabnost načrtov je danes bistveno večja, kot je bila morda pred časom. Pred časom lahko rečem, da so bili bolj primerni še za gozdarje, danes gozdarji začnejo jamrati, ali pa se pritoževati pravzaprav, da so vsebinsko preobširni, in so težko berljivi, ker jih danes pač so delani nekje za namene tudi drugih sektorjev, predvsem prostorsko planiranje. To je bolj na lokalni ravni, ne toliko na državni ravni. Drugo je pa tudi varstvo narave, tudi za ohranjanje narave, tam se tudi ne veliko rabijo. S tem bi končal, pa hvala lepa.